Dobro jutro. Najprej pride glasba, pol pride pa še slika. Jaz se trudim nekako narediti to televizijski del tako, kot se zagre, ampak ne gre. Mislim, ne more človek za vse biti sam, ne. Ampak tudi to se da, ne. Pred časom sem govoril, za vse sem sam, pa so rekli, ma kaj pa boš, evo ti, kaj pa bom, dokazal bom, da imam prav, evo ti ga. Da nimam v ozadju nobene agende in da delam prav. In se odpirajo portali ali prihajajo nori datumi razodetja. Ja, prihajajo na plano dokazi, izjave, svašta o ljudeh, ki niso bili na naši strani, ki so igrali vloge. Torej padajo en za drugim vsi lažni glasniki. No, na današnjem spisku se je znajdel Miran Rubin, ne. Jaz nisem hotel tega imena nikoli omeniti. Je pa prav, da vsak sam pri sebi nagrunta ali pa opazi, oziroma spoznanja so tisto, kar iščemo, da vsak pri sebi spozna, da nekaj ni v redu, ne. Seveda, saj pri politikih smo dolg časa rabili, pa pri dohtarjih tudi, da nekaj ni v redu. Pa so se pojavili pa neki ljudje, ki so govorili precej podobno, kot da govorijo prav, ampak ni to prav. Zdaj vam bom dal še en namig, poleg tega že znanga, če po zapisu ali pa po videu, ki ga spremljate, ostane v vas strah, dvom, nek slab občutek, pol vam povem, da spremljate napačnega človeka oziroma ste poslušali napačen video. Zdaj pa vam bom dal namig številka 2 in ta je, da Kdor ne spregovori nobene besede o narcizmu, je verjetno tisti, ki sam prikriva svojo lastnost narcistično. Zakaj? Zaradi tega, ker nihče na tem svetu ni ubežal narcisom v takšni ali pa drugačni obliki. In če vam nekdo reče, joj, a ti imaš pa težavo z narcizmom, mu rečeš, mislim, se lahko samo obrneš, nič ne rečeš, ker ga ni prepoznal ali pa pač je del njega. Ne? Zdaj pa v času velike pandemije smo pa pogruntali, da največji virus valjda je točno narcizem in ljudje brez duše, ki probajo nekako voditi ta svet še naprej, ampak zanimivo je. Ko jih izpostaviš, torej zdaj imam še vedno Rubina v mislih, ko jih izpostaviš, oni ne nehajo, oni so trdoživi kot krokodil, ne. A veš, če bi mene nekdo dobil na laži, jaz bi se hitro nazaj potegnil, ne. Tile pa ne, tile pa kar nadaljujejo svojo laž in svojo agendo, svoje osebne interese ali pa interese neke skupnosti. Tako da bodite previdni. Narcizem je tisto, kar mi prepoznavamo in odpiramo in veseli me, da se odpirajo portali, kjer je narcisa že težko zgrešiti. Imamo eno tako tudi dobro, ne zapletati se z njimi. Če boste na njihovo provokacijo reagirali burno, bodo rekli, ja, le, kašen si, pa ovo, pa se sem vedel, da si tak, ne, nisem tak divjak, nesposoben se umiriti, ne. Veš. Če pa ti na provokacijo reagiraš v smislu miren, ne, torej nezainteresiran za provokacijo, pa je odgovor oziroma naslednji korak narcisa tak, ja, se sem vedel, čist brezčuten, ne, totalno brez občutka in vse, ne. Torej, nobena reakcija ni prava reakcija za narcisa, ker v vsakem primeru on želi reakcijo, na katero se pumpa in tam prca še naprej, da ja, popenaš. Ampak mi se pogovarjamo, toliko besed smo izrekli o ohranjanju miru. Ne, mi moramo mir držati, mi ne smemo dovoliti, da nas te stvari vržejo s tera. Ker provokacija narcisa se mnogo zelo zapiči v ta del, ki je naše osnovno vodilo. Naši konji, naša čustva, zapiči se to v naša čustva. In večja, ko je čustvena povezanost med narcisom in empatom, večja se lahko zgodi škoda na empatu.
torej čustvena prizadetost, kaj se vem, depresije, razočaranje, ne bom šel kaj naprej. Ampak ja, čustva so tisto, kar moramo paziti, in na čustvih smo bili mi vedno ranljivi, ne? Zdaj pa mi nekako gradimo pogum, a ne? Mislim, pogum, to je definicija, več različnih definicij je, kaj pogum je. Ampak, zdaj sem pa zgubil. Na čustvih smo bili ranljivi, zdaj pa postajamo bolj stoični, bolj pogumni. In ta čustva nekako že držimo pod kontrolo, ne sam jaz, vidim, opažam kolektivno, in čustva bodo postala naše največje orožje in naše največja gonilna sila v življenju. Torej, najbolj ranljiva točka postaja najbolj gonilna sila. O tem smo se tudi že mnogo pogovarjali, ampak dajmo zastopati, zakaj so oni po čustvih pelali. In ker smo tam ranljivi in ker je to motor. To je, kot da bi v motor zlil cukor v rezervoar ali sol ali kaj že, pa ni v redu, ne? Skratka, soli na rano, ne dopuščati, da grejo ljudje, osebe in situacije točno tja noter. Mnogo smo se pogovarjali o tem, da ne verjeti v strahovanju, ne? In kadar smo mi ustrašeni, kadar smo v strahu, takrat smo precej nemočni in vse vladavine sveta so si zaželele, da smo mi v strahu. In mi ta strah tudi počas odmikamo. Še dobro, da ta korona traja toliko časa, ne? Ker če bi mogli čez noč, ne bi šlo, ne? No in ker se počutimo nemočne, je zelo pomembno, da ne spremljamo ničesar, kar vceplja strah. Pa recimo, naprimer, saj sem naredil video, Najhujše šele prihaja, ki ima največ ogledov, ker je pač negativen naslov, ker je čisti absurd, ne? Da ljudje želijo slišati ustrahovanje in želijo biti nemočni. Neverjetno. No in kadar smo nemočni, smo ranljivi in tudi smo apatični, ne uspemo izražati sebe na tak način, kot se šika, zaradi tega, ker smo pač nemočni in ne moreš ti šibek po svetu hoditi. Bojevniki niso šibki in bojevniki se ničesar ne bojijo, ne? In mi se gradimo v bojevnike in zdravimo svoje ranljive točke. In ja, hvala Bogu, da teče čas, da to korak po korak. Torej, še vedno preveč ljudi naseda v strahovanju in smatram, da nas je že kar nekaj v tem krogu, ki se združujemo, ki v strahovanju ne nasedamo več. VHO podpisov, ne podpisov. To zihar je že more tako biti, ker baje so čist složno podpisali in sprejeli, ne? Bom rekel, poteptanje človekovih pravic vsi svetovni predstavniki, ki še nekako rijejo. Zakaj so tam? Vse je z namenom. Vsi si pišejo smrtne obsodbe, tako kot lažni glasniki. Tudi oni si z vsako besedo pišejo, zabijajo cvek v svojo lastno krsto. Nič bat, vse pride na plano, nihče več se ne bo mogel skriti, nihče več ne bo mogel hoditi po pločniku. Zakaj se pa ne bo mogel skriti? Ker je tle, imamo mi smo že obdelali pred časom, molk je zlato, ampak ne, molk je izkaz pripadnosti in izdaje. Torej, kdo si in kam pripadaš, ne? Zdaj, od tle naprej bomo dodali še eno stvar. Narcizem kot tak temelji na provokaciji, ne? In oni so provocirali nas zelo radi. In to je tudi tisto, kar radi in celo zaradi svojih potreb celo morajo početi, da dobijo reakcijo, papico svojo, pokvarjenci hudičevi. No, ampak naslednja izmed stvari je ta, da kadar provocirajo, takrat dajo nam red flag.
Torej, rdeča zastavica, alarm se prižge, kadar oni pritisnejo s provokacijo. Kadar jaz rečem provokacijo, ustno ali pa pisno, takrat jaz užgem mičkem bolj pozornost. In kaj se zgodi, da v bistvu svojo provokacijo kažejo, kdo so. Plemenska lastnost ni provokacija. Mislim, tudi lahko znamo mi, ampak ne na tak način, kot oni. Bolj je zanimivo zdaj, da se oni provokacij ne morejo več vzdržati. Oni ne morejo vzdržati, da ne bi pičli neki, ne? Ker to je tisto, kaj znajo, tisto, kaj hočejo, tisto, kaj rabijo. Tako da, poleg tega, da so tiho o bistvenih stvareh, torej o pedofiliji, pa o izginulih otrocih ter o narcizmu, o tem molčijo koriti, a ne? Znajo pa provocirati. No, skratka, ne morejo se zadržati, da ne bi. In tle se tudi izdajajo. Krasno! Pa še eno lastnost imajo ti bebci, ne? Da v bistvu pluvajo čez svojega, bom rekel, pajdaša, kot da zgleda, kot da sta na nasprotnih polih, pa nista, ne? To so vse nastavljene opozicije, da izgleda kdo koga kaj. Ne poslušajte ljudi, kaj vam govorijo o drugih, poslušajte, kaj govorijo o sebi, ne? Oziroma ne verjeti temu, kaj o neki osebi govori človek, oziroma oseba, ne? Poslušajte rajš to osebo, o kateri govori, kaj vam ima direkt zapovedati. Torej, ne verjeti govoričenju. No, mislim, če boste vprašali v Cerknici, kaj je Turšič, boste zvedli čist drugačno sliko, kot jo imate tle. Zdaj, kateri boste verjeli, je pa vaš problem. Jaz pa mislim, da skozi 200 ur in toliko angažiranja bi pa moglo biti jasno, kaj je v moji Betini. Ne? Pa tudi to, da agende zadnje nimam. To smo pa tudi že definirali. Pa mislim, žal mi je, da sem eden redkih, ki se takole javno izpostavljam, pa nimam zadnje agende. Jaz sem želel, da nas je več, ker jaz sem načeloma z vsemi, ki se javno izpostavljajo, že bil v kontaktu za sodelovanje, pa sem še vedno sam. Torej, tudi to nekaj pove. Imena bom pustil še vedno zadnji, čeprav jih vem, v prvi vrsti zaradi tega, ker prerekanje ne pelje nikamor, negativa bi se zgrnila name in je škoda. Bož, da ne provociram in ne provociram, da dajem resnice direktno na plano, bolj je prav, da jo vsak pri sebi spozna. Ne? Kaj je prav? Spoznanja iščemo. Dobro. Naše ranljivosti, torej naša čustva postajajo naša moč in to je to. Čustva, eno največje čustvo, ki ga poznamo, ali pa zagotovo vsak pozna, je ljubezen, biti ljubljen in ljubiti. Prav vsak ga pozna. Ne? In tudi narcis nekje v zgodovini pozna, kako lepo je, ko je bil ljubljen, ko je ljubil stvari in tako. In celo vesolje v bistvu se pokorava tej univerzalni energiji ljubezni. Mi smo se pogovarjali, veš, strast ni greh, v mojih očeh ne, strast ni greh, jaz strastno pečem kruh, kako ne bo to greh? Jaz, kadar strastno ljubim, tudi ne more biti to greh, a ne? Kadar gre pa za lušte, torej če si v zakonu, pa bi skočil čez plot, pa je to čist nekaj drugega, ne? Verjetno so te strasti, lahko damo v razlago, ampak ne bomo šli kaj. Bolj sem hotel reči, da se celo vesolje pokorava ljubezni, zaradi tega je zelo pomembno, da ljubimo čim več. Ljubimo res sebe na prvem mestu, drugega, tudi sploh, ko prepoznamo sebi enakega, plemenskega, empata, tle ni prostora za nič drugega kot brezpogojno ljubezen. In ko daš brezpogojno, lahko brezpogojno dobiš nazaj. I ako nas je mnogo ranjenih, pa se mnogi izmed vas, izmed populacije ne upa več brezpogojno dati sebe, bom rekel, vse odpreti, ker so bili pač prevečkrat ranjeni, ne? In boji se mnogo ljudi biti ponovno ranjen, zapuščen, zavržen, izpljunjen in tako. In
sam imam osebno izkušnjo, ker vas pač toliko že poznam, kako prijetno je med pravimi ljudmi brezpogojno dajati in brezpogojno sprejemati. Brez pike dvoma je to tisto, kar iščemo, tisto, po čem hrepenimo. In sovraštvo ni plemenska lastnost. Zapomnite si to, ni na nas, da sovražimo. To je njihova satanistična, narcistična ideja. Sovraštvo, mržnja, jeza in resnost in ta zategnenost in ta. A veš, recimo še en pokazatelj, ne. Narcisi niso nikoli veseli, za zares. Za zares se nikoli ne znajo. Vidi se na obrazu. Bom rekel, to plemensko božjo sproščenost, igrivost, razigranost, bom rekel optimizem, a ne? In na drugi strani v narcisu se vidi zategnenost, resnost, oteženost, bom rekel, nefamiliariziranje z lepotami in tako. Se mi zdi, da v vsaki stvari poiščejo, kaj je slabo, ne kaj je lepo. Ne? Plemenski smo drugačni, kar je lepo in če je lepo, iščemo še lepega. Ne? Kada bi iskalci zlata. Dobro. Sovražni so nekonsistentni, tako ja. Ti, ki so sovražno nastrojeni, pa smo spet pri narcizmu, ne? Pri ljudeh, ki nimajo več povezave s svojo dušo. Oni so zelo nekonsistentni, pa ker imamo Rubina na plati, on je enkrat Putina koval v nebo, spet naslednjič ga je pljuval kot največje zlo. Ne vem, čudne zapiske je dobil ali pa čudne ideje, kaj in kako naj govori, ampak nekonsistentni so nasploh pri vseh stvarih. Nekonsistentni pri vzdrževanju svoje laži. Smo včeraj imeli debato, da laž potrebuje vzdrževanje in je draga stvar, v bistvu zahteva tvoj tvoj fokus, tvoj spomin, svašta, nekak izbegavanje temu. Veste, tudi s tem je dosti dela, če mene kdo kaj vpraša. Ko jih dobiš na tem, da niso oni glih najbolj super, a ne, pa oni zelo hitro obrnejo plato, a ne, torej se neki se upada z unim, kar sem prej rekel, če reagiraš burno na provokacijo, rečejo, poglej, kako reagiraš, kakšen pa si, če pa reagiraš mirno, pa ti takoj navrže, kako si brezčuten in kako te boli za en kup stvari, ne. Torej v nobenem primeru ni prav, v vsakem primeru pa se zgodi, da obrnejo plato in takrat, kadar vam nasuvajo stvari v ksih, govorijo više manj o sebi, takrat je čas, da prisluhnemo, ugasnemo čustveno dostopnost, a ne, in prisluhnemo, kaj nam imajo o sebi zapovedati, ker to so ta tista ogledala, kjer oni nas kopirajo, nas gledajo in ustvarjajo ogledalo o nas, a ne, in kopirajo te naše lastnosti. Ko pa jim stopiš na prst, se pa to ogledalo razblini in se zadaj vidi, kdo je in govori o sebi, očitati pa stvari te grde pa tebi. A sem bil kaj jasen? Mal že, ne. Jaz sem si ta narcizem do dobra razdelil, nisem o njemu nič spregovoril, preden ga nisem razdelil in do mene prihajajo nori teksti, zapisi, ful bi rad tega delil, vendar ne bi rad zasul svojo časovnico s tem materialom in včeraj sem dobil idejo, da bi naredil še en Facebook page, a ne, Facebookovo stran, kjer bi pa imeli prvo slovensko stran, ki bi govorila izključno o narcizmu, ne bi se toliko ukvarjal s prevodi tudi, ampak kjer bi mogoče tudi bolj poklepetalo o lastnih izkušnjah okrog tega. Jaz sem priklopljen v par nekih teh grup raznoraznih, kjer tečejo lepe debate o tem, kako se rešiti odnosa z narcisom, kako postopati. Zdaj, narcizem je krasno lovil ljudi v zanke in mnogo ljudi težko zdaj v tej situaciji sploh iz teh kremplov izstopi.
Zato bi bilo fajn, če bi se več pogovarjali. Tako da, mogoče feedback okrog tega, če napišete, ste za to ali niste za to, ali če imamo kar piči daj, ali imamo spet novo delo. Ne vem, bom še kontempliral, tudi vi dajte malo kontemplirati o stvarih. Še ta se mi je zdela dobra. Marsikatera država na svetu je že sprejela smrtno kazen za pedofilijo. Kako že? Belorusija, smo včeraj rekli, bi uvedla kemično kastracijo pedofilov. Torej, nekako lahko razberemo, da ne dopuščajo pedofilije. Pri nas pa se nekako to zastavo, ki tudi podpira znotraj združenja mavričnih, brez indigo barve, znotraj ekipe mavričnih bi pedofilijo podpirali, celo predsednica. Ampak to je za nas spet pokazatelj, kako zelo umazane prste imajo, kakšne ideje imajo. A je bila kakšna beseda v slovenskem prostoru, javnem medijskem prostoru okrog pedofilije, trgovine z otroci, kaj sem še rekel, o narcizmu. O tem ni govora. En strašen video sem celo gledal, ki ga je človek posnel, preden so ga ubili, da cepljeni imajo vsi temperano bombo, vse. Zdaj, tudi to ne vzamem zdravo za gotovo, kot ničesar. Nekako pa verjamem planu, da je pocepljeno točno tisto, kar pocepljeno mora biti in kar ni namenjeno, da zapusti naš planet, ga ne bo. Komur je usojeno, da ostane z nami naprej, ostane z nami. Tako da verjamem v najboljši izid scenarija. Želim, da se ta planet očisti negative satanizma, pač vsega totalno nagraženega in totalno grdega. In če smo začeli mi v štartu, da moramo po preseb razdelati, kaj je pogum, imam tlele pripravljen en tekst spet od galaktične skupine, družine. Z vsakim dnem nam življenje postavlja nove izzive, ki preizkušajo naše meje in nas potiskajo iz cone udobja. Da bi premagali te ovire, pa moramo posegati po svojih notranjih rezervarjih poguma in zbrati moč, da se soočimo z neznanim. Toda kaj pravzaprav je pogum in kako ga lahko razvijemo v sebi? Odgovor je v spoznanju, da je največja oblika poguma sposobnost sprejeti spremembe, se prilagoditi novim okoliščinam in stopiti v neznano z odprtim srcem in neustrašnim duhom. Torej, mi smo na robu spoznanja, in spoznanja so tisto, o čemer se pogovarjamo mnogo časa. Spoznanje, da moraš neko paradigmo, ki nam je bila vtisnjena v glavo, opustiti. Zdaj, nekako začelo se je pri meni s kremo za sončenje pa s sončnimi očali. Tu dvoje sem najprej odvrgel, to je že leta 2012 ali pa tu negdje. Druga je ta en velik vprašaj o obliki zemlje. Pa si doskrat sem nekako probal to zapakirati nazaj, pa se vseeno kakšne oblike, paradajz je še zmer treba zaliti pa prvezati. Ampak nič izglih tako. Nekatera prepričanja je treba vršiti v koš nemudoma, ampak začeti od začetka s pravim, bom rekel, umom, z drugačnim pogledom. In sprememba je nekaj, kar sem jaz opazil, da se starejši ljudje ful bojijo. Spremembe, kako bo vse drugače. Boja, bo na boljši, ne spreminjati. Tako ne ostane, kaj je, tako dela in pust primer. Jaz sem čas računalnika šrafal, pa je bilo tako, gospa, nove Windowse bo treba, že 4 generacije ste zadaj. To pa ne, sam bo hitrejš, gospa. In pa zdaj pa točno vem, ki imam slike pa dokumente. Vsi boš pol tudi, ne. In seveda, muka je bila verjetno en mesec ali pa 2, pa so bili pa ti ljudje navadno zadovoljni. Kako šiba, kako lepa slika, pa nisem vedela, pa sem jim pokazal kakšno dobrotico, pa so bili tako zadovoljni pol, ne. Torej, mi se nahajamo v nečem podobnem. Mi moramo prijeti svoj hard disk
trdi disk znanja v računalniškem jeziku, vse, kar je gor, in slike in spomini in dokumentacija, vse iz svoje preteklosti, bam, v kanto zasmeti in gremo Windowsi na frišno, traram, ki se odprejo, točno nečesa podobnega se gremo, nekaj podobnega, novo, fresh, refresh, rebirthing, preporod, prebujenje, ustajenje, awakening. Pač to so te besede, ki niso zmišljene, ki jih moramo kar vzeti mičkim bolj v spredje. Tlele sem pripravil vam še kratek slideshow, da nas malo krajši, pa tudi imamo itak samo še 5 minut, vse nas nihče nikamor ne porine. What we see is not exactly what we see. Torej, tisto, kar vidimo, ni zmeri točno tisto, kar mi vidimo, ampak je tisto, kar naša percepcija dovoljuje, da vidimo. Mi smo se pogovarjali v kontekstu, da širimo zavest, in znotraj te zavesti smo uleteli na neko področje, ki se mu reče kognitivna disonanca, torej ni pustil skozi, v smislu, ne pedofilija, ne satanizem, ne mučenje, pa ne ravna zemlja, pa ni sonce tam krog, pa ni kupola čez, pa ne, pa vse menda ja, doktori niso vsi za nič, vse pa menda ja, v politiki je še kdo dober. Ampak ko kognitivni dovoli ekspanzijo, takrat se nam pokažejo stvari malo drugačne. In zaradi tega jaz probam, to je moj pogled, ker sem se distanciral, tudi o distanci smo se pogovarjali, ker sem se distanciral, pa vidim stvari bolj oddaleč, ta zajčnik vidim iz lufta. Tudi hitreje razumem procesi in poteze, ki se zgodijo in ki se bodo zgodile in ki so se zgodile na osnovi mojega, bom rekel, predvidevanja oziroma videnja oziroma spoznanja. Torej, gre za našo percepcijo, koliko nam dovoljuje videti. In jaz vam oddaleč probam orisovati stvari in bliže pripeljati, dati v razumevanje, ampak namesto vas, namesto nikogar ne morem razumeti, vsak sam more se spraviti v kontemplacijo. Ja. Nekateri bodo ostali, nekateri bodo šli v tem obdobju, tudi o tem smo se že menili, ampak zmeri si zapomnite, oni ne definirajo, kdo ste vi. Nihče od ljudi ni tisti, ki definira, kdo ste. Ne glede na to, ali je to politik, doktor, starš, brat, prijatelj, jaz ne vem kaj, nihče ne more definirati, kdo si ti. Dovolite, naj ostanejo in dovolite, da naj grejo. Kdorče, kadarče, kamor želi. Ampak nikoli ne smete pozabiti, kdo not zares v resnici ste in smo. In tisti, ki bodo spoštovali vaš resnični jaz, so namenjeni vam. Zdaj pa takoj si to damo mi, joj pa partner, moj pa partnerca, pa jaz ne vem kaj. Ne, plemenski ljudje, veš, kar je namenjeno, da ostane, kar je namenjeno, da pride bližje, kar je namenjeno, da gre, bo šlo in odhaja, že zdaj. In vsak od nas ima že izkušnjo, da je ostal brez, bom rekel, ljudi, ki so dolgoletno smo funkcionirali, zdaj pa naenkrat ne moramo več funkcionirati, ker se pač toliko razhajamo v mišljenjih. Ampak nič hudega, kar je namenjeno, da ostane in brez žurbe in force. Tle sem vam tudi večkrat jaz s svojimi besedami rekel, ampak najboljši nasveti in odgovori, ki jih boste kadarkoli dobili in slišali, prihajajo do vas iz foresta, iz gozda, iz narave. Gost vam bo dal nasvete, smernice, odgovore, uvide, nekako kontemplacije se seštejejo v gozdu. Pri meni večkrat, to je zapis, ki ga nisem jaz naredil, pa se z njim 1000% strinjam. Pa marsikdo izmed vas tudi, kaj ne? Some people mad at you because you are suffering the way that they... Tako, nekateri ljudje so jezni na vas zaradi tega, ker ne trpite tako, kot so oni pričakovali, da boste. Oni so masakrirali in trpiš in zdaj jaz ne trpim, ne? In je še bolezen, ne? In tudi to smo se že pogovarjali, da ljudje bodo prepoznani, medtem ko bodo prepoznani, bodo noreli, medtem ko bodo noreli, bodo še bolj očitni in ker bodo še bolj očitni, bo še večja
večja množica ljudi spregledala, da so res ne naši in tako bodo vnoreli še bolj in še bolj, dokler ne bodo uničili samega sebe. Krasen zapis, sem si ga zapomnil za zmeraj. In tako se dogaja. No, na levi strani je narcisek, ki bi rad manipuliral z nami, ne? In narcis, ko pride v točko, ko lahko, oziroma ko ga predstaviš resnici, ko mu postaviš špegu, njemu samu, tam se začne boj, krvavo klanje, žrtev in ne vem kaj. Skratka, v javnosti je narcisek krasen, za 4 vrati pa se pojavi taka pošast, kot je na desni, tako, ki pije iz tebe, tako, ki tebi dviguje živce, ustvarja nemir in v tebi kaže vse, kako zelo si slab. In kaj, vse moraš ti popraviti, a ne? Še ta udarc. In tale se sovpada s tistim, kar sem rekel, da so narcisi nikoli niso zares veseli, in bom probal nekako prevesti, no matter what type, nima veze kakšne vrste oziroma obliko povezave z narcisom imate, oni nikoli niso srečni. They go about their life seeking something that is not achievable. Ja, oni iščejo stvari, ki v bistvu niso dosegljive, ker njihov ego kreira največjo, bom rekel, meglico, še posebej za njih. Ne? On ne more doseči, zaradi tega, ker ego ne pusti. Če je narcis v dolgotrajnem razmerju, je to samo zaradi tega, ker dobro kamuflira. Sort of leading a normal life, but the lies, the cheating, the fake, the self-judgment will always be there. Tako je. Neke vrste vodenje normalnega življenja, znotraj laži, prevar, umetničenja in sebičnosti ter sovraštva, to bo pa zmeraj prisotno. Okay? Se pravi, narcisi lahko 30 let ali pa 50 let v zakonu lepo igra, lepo kamuflira, da ima svoj source, svojo žrtev, svoj, bom rekel, napajalnik blizu, zaradi tega je fajn, če zna lepo, bom rekel, vijugati med stvarmi, ampak vedno je v njemu prisotno ljubosumje, strah, sovraštvo, kontrola, jeza, en kup teh negativnih čustev, če jih že imajo, pa jih nimajo. Ampak negativa pa je prisotna. Včeraj smo se pogovarjali o tem, da v krizi, če bom pogledati nazaj, kaj točno sem rekel, da v krizi se pozna, da so dobri ljudje postanejo pogumni, slabi ljudje pa postanejo slabiči. Tako, in ta zapis tlele pravi, kriza ne ustvari karakterja, ampak ga pokaže. Ne, se izkaže. Tako, kot sem rekel, denar ne sleče človeka, denar ne pokvari človeka, denar človeka sleče in enako je s krizo. Torej, kriza in denar ne ustvarita človeka, ampak ga pokažeta, kakšen v osnovi je. No, in v krizi smo in kažejo se nam, kdo je kdo. Tudi ta se mi je zdela dobra, jaz svoje sem odjokal, svoje sem pustil zadaj, stvari, ki pač ne koristijo, ampak jokaj, kolikor močno moraš in kolikor časa češ. Ampak bodi prepričan, da enkrat, ko boš nehal jokati, da ne boš niti enkrat več jokal za to isto stvarjo, zaradi tega istega razloga. Okay? Temu se reče žalovanje. Ja, veš, pa sem zgubil ovo, si izžaluj, ampak ne zdaj pa 30 let tega pogrevati. Ne? To je ena izmed stvari, ki tudi spada v kategorijo pusti zadaj, burn the bridges, zažgi mostove. Ni vedno lahko, ni, navadno je težko, zato pa pridejo solze, čistilne klizme in tako. In naj se očisti, naj odplavi, vse okej, ampak ne si pa dovolj, da ponavljate. To je eno in isto, tako ko se ne smejete enim in istim vicem. Kaj ne? No, pa smo naokrog. Kaj ne? Te moram pritisniti. To je to, ko imaš mir znotraj sebe, zunanji nemer nima vpliva na te. Imamo
izgradi svoj notranji mir, da te okolica ne bo stresla. Še pridejo momenti, ko dovolite bližnjim ljudem malo bliže sebe, pa znajo vršiti iz tera, ampak to so momentalne stvari, spet ni to nekaj dolgoročnega. Notranji mir je tisto, kar iščemo, in to je naše naravno stanje. In samo narcizem, blesov sistemski in lokalni in na mikronivoju, je želel nas flikant ven iz naravnega stanja, zaradi tega, da smo ves čas v nekem kaosu. Pa še to, do zdaj nismo imeli izkušnje, kako je biti Bog v človeškem telesu, se pravi, ja, v človeški obliki. O tem smo se že pogovarjali in vse ne poznamo mi tega, zdaj se učimo, Sam ni napačno, ni bed, meni je kar v redu, jaz sem vam kar fajn, in želim, da se ima vsak izmed vas fajn, kakor duša da, ker to je tisto, kar iščemo. Dimenzija petega sveta je prostor, evo, čas, da grem, je prostor neskončnega miru, sodelovanja, neskončne ljubezni, blaginje in obilja za vse, brez negativizma, brez pasti, brez laži, brez vsega negativnega, in tudi glasba v ozadju je bila izbrana v ta namen, da je malenkost epska, navdihujoča, izpopolnjujoča, in ja, vse bo v redu. Ljubezen premaga vse, Trump pa Q pari, pa Putin parijejo kot divji. Pravzaprav ne verjemite ničemur, res ničemur. Dajte v svoji glavi premisliti samo to, da če bi šlo po planih, bi bili plani tako, kot so bili zapisani, pa nismo tam. Nič ne gre po planu. Kdorkoli vam proba razlagati, vse gre po planu Agende 30. Ne, dragi moji, prav nič ne gre po planih njihovih. In prav je tako, naj se jim sesuje v prah, kar so probali svojega imperija postaviti, in ja, vse bo v redu. Držite se, uživajte sončen dan. Čau, čau.